Zdaj, trenutno imam prijavljenega enega za razpravo, a se bo še kdo prijavil, da vemo? Če ne bi prosil Dragutina Ivanoviča, da nam pove, naslov njegove razprave je Revščina in beda pri nas in krivci zanjo. Dragutin, izvoli. Hvala. Najprej bi vse prisotne prav iskreno in lepo pozdravil. Naprej bi pa nadaljeval tako, da glih nisem najboljši govornik, bom se pa trudil maksimalno, koliko se bo dal. Tole temo sem si izbral glih na podlagi gospe, ki je imela zadnjo točko, ampak me je malo presenetil v nadaljevanju za prvo točko gospod Peter Kovačič. Vsa čas smo in moram reči kapo dol, to nisem še slišal tukaj v Sloveniji, pa živim že skoraj 55 let tukaj. Zdaj, glede revščine pa bede, jaz sem že eden od teh, ki se smatram, da sem revež. Nisem pa čist totalni revež. Moj penzion je 380 evrov. Da pa vam povem, kdo so pa krivci in zakaj je do tega prišlo. Prvo so krive vse vlade do zdaj. Potem vsi sklici parlamenta do zdaj. Kot tretje, kot največji krivec, je pa sindikat in njen predsednik, ki je podpisoval vse sporazume z vsem tem vladam. Vsaka vlada, ki je prišla na novo in ko je predsednik sindikata Dušan Semolič podpisal, je bilo to v škodo delavcev. Posredno pa tudi v škodo upokojencev, ker so bile toliko in toliko nižje plače, da v drugih stvareh sploh ne govorim. To bi bilo to. Hvala. Hvala. Še dr. Ivan Kristan, prosim. Jaz ne bom nadaljeval s problemi, ki ste jih danes načeli, in to je bogatstvo pravzaprav teh problemov, s katerimi se bomo še nekaj časa ukvarjali. Ampak jaz se vam pravičujem, ker sem vnesel preko en bolj disonanten element v to. Meni se zdi, da je važno, da mi te probleme, ki jih vseh ne bomo obvladali na ta način, tudi revščine verjetno ne bomo kmalu odpravili, da bi te probleme pravzaprav reševali v naši suvereni Republiki Sloveniji. To je, bi rekel, moja preokupacija. Tako da, evo, zdaj je leto dni že mimo, kar sva z Bučarjem, pokojnim Bučarjem, 12. maja poslala v državni zbor poziv za notifikacijo nasledstva. Jaz sem takrat, ko je Bučar umrl, se 22. oktobra upisal v žalno knjigo, ki je bila v državnem zboru, on je bil konec. Sem potem tudi objavil v Delu, v članku, kar uvodoma sem to omenil, 28. oktobra, članek je bil naslov, ali se odpovedujemo plebiscitu. In moje stališče je, če ne notificiramo nasledstva, se odpovedujemo plebiscitu, se odpovedujemo zakonu o samostojni Republiki Sloveniji, ki je dobil 88,5% podpore, in za katera moram reči, sem jaz v Beogradu 3 dni pred plebiscitom dosegel, da zoper ta zakon ni ustavno sodišče sprejelo začasne odredbe, ker če bi se to zgodilo, plebiscit vprašanje kako bilo. No, ampak vredo, gre torej za to, da to še ni uresničeno. In če bi še zdaj mi malo prispevali k tej dobri volji, prej je gospa Violeta
povedala, da je Združena levica nekaj poskušala, pa je potem zunanji minister nekako dal pojasnila, ki jih jaz ne sprejemam, ampak v redu. Jaz upam, da bo to še naprej se ta diskusija opravljala, tako da bi sedaj po preteku enega leta jaz s svojimi somišljeniki poslal drugo tranšo podpisov. Prva je bila 12. maja 15, tu nas je nekaj, Dušan recimo je eden teh, Peršin je drugi, Semolič je tudi bil, kratka nekaj nas je tu, ki smo to podpisali, zdaj bomo pa novo tranšo poslali, da bi to povečali pritisk civilne družbe. Civilna družba se mi zdi, da mora pritisniti na naš predstavniški organ, državni zbor. Nekateri nekako to podcenjujem, ampak meni se pa zdi, da je to važno. Za mene je bil pomemben, recimo, dogodek v tej zgodbi, ki sem si prizadeval, že pred 2 leti sem pisal v pravno prakso, en članek, kjer je učiteljica, ki bere pravno prakso, je prosila v uredništvo, če lahko dobijo, če dajo ji moj naslov ali pa telefon in tako naprej. In me je pol poklicala in je rekla, gospod Kristan, mi učitelji, mi državljani ne vemo, da tega država ni naredila. To, kar bi moralo biti narejeno v 3 mesecih po podpisu temeljne ustavne listine. Skratka, jaz torej upam, da bo ta proces se nadaljeval in uspešno končal. Za mene je bilo najbolj žalostno torej, če recimo ta parlament, ta državni zbor, ne odpravi uradnega lista, uradnega stališča Avstrije. Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije. Mislim, zato je za mene nesprejemljivo. Kaj pa je Slovenija, če ni naslednica Jugoslavije? A je še zmeri provinca avstrijska, glede katere je Korošec, ki je bil na zadnje audienci pri cesarju Karlu, ki ga je cesar nagovarjal, pa dajte Slovenci, ustanite, zvesti monarhiji. Je rekel Korošec, majestet es ist zu spät. Veličanstvo pripozno je. Mi gremo. In takrat se je začel proces ustanavljanja, breko, naše države in tako naprej. In mi smo oktobra, 1. do 3. oktobra v Kočevju postavili temelje svoje države. Smo potem v okviru Jugoslavije gradili to svojo državnost. Se mi zdi, da smo imeli spodoben položaj v okviru federacije. Najbolj razvita republika smo bili tako naprej. Ampak 91. leta je federacija razpadla. Takrat smo šli na razen, tu so bili pomembni mednarodni okoliščini in tako naprej, to je bila Badinterjeva arbitraža, vse to je jasno. Mi smo se osamosvojili. In sedaj pravzaprav je treba formalen korak narediti, da to, kar smo takrat sprejeli, notificiramo. Da torej rečemo, opla, ni res, da mi nismo nasledniki. Mi smo nasledniki. In z notifikacijo mi vstopimo v položaj, ki ga je imela Jugoslavija kot podpisnica avstrijske državne zbora. V ta položaj moramo vstopiti. Drugače bomo vedno podredni, vedno bomo provinca Avstrije. Torej, jaz se vam zahvaljujem za možnost, da sem to povedal. Hvala lepa. Hvala za vašo podporo.
Hvala, no jaz lahko obljubim, da v primeru, ko bomo imeli več kot 6 glasov v parlamentu, če slučajno imeli večino, da bomo to tudi naredili, oziroma če bomo nekoč v koalicijski vladi z tem, kar nam zdaj ocene javnega mnenja dajo, tam okrog 15 sedežev in možnost leve, rečemo, sredinske koalicije in tako naprej, pomeni tretjina ministerskih sedežev, če bomo imeli zunanjega ministra, bomo za to poskrbeli. Ja. Stojan Havjanič, prosim. Meni se zdi nujno, da spet malo optimistično obrnem zadevo. Nekaj misli problemov, ki so bili danes nakazani, me spomnim na sledeče, kar se dostikrat pogovarjamo. Vse, kar mi poizkušamo izboljšati zatečeno situacijo danes, probujemo razmišljati tudi takole. Invalidov, ki ne bo nikoli več zdrav, kupujemo nove ortopedske pripomočke. Ob tem, ko ta invalid še hodi, govorimo o kapitalizmu, pa v tej državi vsi ugotavljamo, da ne more dolgo vzdržati, se zavedamo, da mi v bistvu hkrati, ko ta odhaja, ko ta invalid več ne bo naredil milijon korakov, ampak samo še 500 000, pa samo še 200 000, pa ne bo več imel novih ortopedskih pripomočkov, mi gradimo drug sistem, ki pa bo nadomestil tega. Skratka, zavedamo se te distinkcije. Ujeti smo v past, kot je dr. Leskoškova večkrat omenila, v bistvu teh, mi grede pademo v to, da hočemo rešiti ta kapitalizem, da nam bo lažje danes. Več čas pa ugotavljamo, da ga ne moramo rešiti, ker je že invalid in ker rabi nov pripomoček, pa potem rabi še intravenozno, pa še rabi, dihala, pa še rabi morfije, da ga ne boli. Ampak mi se še vedno trudimo rešiti ga, V bistvu ne, gre za to, da v bistvu probamo mi zgraditi novo, sporedno družbo in to na mehek način, kot je marsikdo danes omenil, v bistvu prehodna faza, kot Dušan omenja v svoji knjigi, kot ste vi, mislim, da omenili, vse pristope, ki so danes na voljo, da s čim manj stresa in s čim manj travm v bistvu preidemo iz stanja, ki nima perspektive, v stanje, ki ima perspektivo. In v tem duhu probamo razmišljati vedno v vseh svojih predlogih. Socialna politika, naprimer, me je na to spodbudila, ker ti triki evropski so, tu jih je nebrojne, tu še lahko čakamo nebroj trikov, jaz vsaj že 25-30 let vem, koliko okoljskih trikov nas še čaka, kje vse nam bojo še vzeli in nas omejili in spravili pod kontrolo. In na vsakem segmentu tega invalidnega početja je polno trikov še na voljo, s katerimi nas bodo tako ali drugače prepeljali. Zavedamo se te distinkcije, razmišljamo o družbi, ki prihaja, ki jo gradimo, Goran je rekel bottom up, od zgoraj navzdol, ki se srečujete in probamo najti tu čim večjo zveznost. Ne pa podleč podzavestno, temu, kar odhaja, podaljšujemo življenje, zato ker nam je najlažje to. To je nekako ta ena konformna drža, ki je v bistvu človeštvu lastna, oziroma ljudem, in zato se morda mi, nekateri, ko vidimo preko tega, moramo večkrat spomniti, kako pa je s tem, kar prihaja. Apropo socialno podjetništvo, pa me popravite, če se motim, ampak 15 let nazaj smo se pogovarjali, ko sem jaz prvič te zametke teh pojmov slišal, o social economy, o socialni ekonomiji. Ekonomija pa vsebuje blaginjo skupnosti. Potem pa nekako se je pritihotapil po hodič, ki je to spremljal v social entrepreneurship. In danes imamo socialno podjetništvo, ki je nov ortopedski pripomoček tega, kar pri tem invalidu odpada stran, v bistvu. In spet en tak trik. Bodimo pozorni na vse te trike in delujemo na tem, kar prihaja in pomagamo to graditi. Se mi je zdelo pomembno, da vas to spomnim, ker to tudi sebe sem s tem spomnil, po svestu. Hvala. Hvala. Daša Bole, prosim. Samo na kratko in povsem nepripravljeno. Danes smo spet na številnih razpravah slišali zelo, bi rekel, navdihujoče in ugotovitve, spoznanja o tem, kaj se nam dogaja, kje so poti iz tega stanja, ampak manjka pa ob vsem tem nekaj, to je vse prav, to je proces razčiščevanja, kam naprej. Manjka pa to, kako bi to prenesli v širše kroge ljudi, da bi se z njimi pogovarjali, da bi razumeli točno to, kako se jim spreminja psihologija, odkot vse te spremembe, da to niso slučajne spremembe,
da naš sovražnik niso starci, penzionisti, ki črpajo javna sredstva, ali pa begunci, ki bodo zdaj vnesli terorizem k nam in ne vem kaj. Manjkajo nam mediji, medije so instrumentalizirali drugi, ne? Ampak menim in predlagam, da bi dejansko eno srečanje posvetili samo razmisleku o tem, kako razširiti to, o čemer tukaj razpravljamo in razmišljamo. Ker vemo, v slogi je moč in mi moramo pridobiti, levica mora pridobiti ljudi, širše kroge ljudi za sabo, se gre vendar za njih, ne da Janša prodaja, da se on bori za reveže in proti eliti, sklicuje, najbolj pokvarjen del elite sklicuje mitinge proti eliti, ne? O tem bi se jaz rada, mislim, da bi se bilo treba pogovarjati. Enkrat ali pa večkrat, mnogo bolj in več, no. Hvala. Tri roke vidim. Treba bo več dejanj, pa manj govorjenja. Boštjan Derganc. Jaz sem sistemski inženir, ne, in ena zelo važnih lastnosti je dinamika spreminjanja sistemov. Zdaj, če mi tukaj se zelo antropocentrično pogovarjamo do zdaj, vse kljub samo, čeprav smo rekli, da je to omejeno, preveliko omejitev, ne, ker mi gledamo tukaj biosfero kot nek sistem in mi smo majčken delček tega in mi se pogovarjamo, da bomo celo prihodnost pred sabo, da lahko spreminjamo paradigme, zakone in tako naprej. V bistvu bi pa jaz rekel, da smo mi Titanik, ki plove proti ledeni gori in se bo vsak caj zaletel. In da bo prišlo do velikega preloma v sami naravi, v samem delovanju biosfere, ki bo postavil pod vprašanje eksistenco, samo eksistenco človeštva. In mi se ne zavedamo tega časovne ure, ki nam tiktaka. Mi to mislimo, da imamo vse na voljo, pa ni res. Mi imamo na voljo, jaz bi rekel, 10-20 let. Če v tem času ne bomo bistveno spremenili te paradigme, način, kako mi ta planet uporabljamo, živimo in z njim živimo, nas bo narava poklopila, razumete? To bo prišlo do lepo, bakterije bo šle, lišaji bojo še ostali, lepo življenje bo ostalo, potem ko pa homo sapiens, ta popek stvarstva, bo pa na smetišču zgodovine. In to se moramo zavedati. Dinamika tega sistema ne igra proti nam, igra proti nam, ne pa za nas. Sem to bi povedal. Žiga Pavšič. Lepo zdrav sem skupaj. Bom probal biti kar se da kratek. Zdaj, danes smo tukaj slišali predvsej o problematikah, ki pestijo našo družbo. Slišali smo tu že določene rešitve, ki bi lahko bilo, ampak veste kaj, dejansko pogrešam in pogrešam tudi na splošno. Namreč, kakšna naj bi točno bila tista družba, kakršno si želimo? Kako naj bi izgledala družba prihodnosti, k kateri pravzaprav stremimo? Govorimo seveda o tem, želimo si socialno državo, govorimo si uspešno ekonomijo, čim več zaposlenih in tako naprej, ampak kako naj bi detaljno pravzaprav taka družba izgledala? Naj bo socialistična ali potem demokratična po politiki in tako naprej. Ampak moj predlog tukaj bi bil, in to zaradi tega, ker ste tukaj v publiki tudi ljudje, ki se precej s tem ukvarjate, bi bil, da se sestavi neke vrste interdisciplinarni organ, lahko je to komisija, lahko je to neke vrste skupščine, če želite, ali pa debatni krožek, sestavljeni sociologov, psihologov, filozofov in tudi drugih, da bi skupaj s pogovorom sestavili, bom rekel, neko podobo družbe, v kateri bi mi želeli iti. In potem bi lahko se na ta način postavilo te teoretične okvirje za nastanek take družbe in potem bi iz tega lahko izhajal tudi plan, kako do njega priti, oziroma kako do te družbe priti. Pomembno bi bilo, kako naj bi ta družba izgledala, kako bi jo dosegli in, kot sem že rekel, detaljni plan po korakih. In mislim, da je zelo pomembno, da bi se tukaj potem v to družbo
tudi vključilo vso zainteresirano javnost in skanaliziralo vse to delovanje raznih strokovnjakov v enotno silo, ki bi potem to peljalo naprej. Hvala. Še Cvetka Hedže-Tot. Kako priti do take družbe? Nekoč smo govorili o pojmu totalitete, celovitosti. To pa pomeni, da samospoznanje in spoznanje sveta sovpadata. To je pretočnost, to je harmonija med mojo notranjostjo, vnanjim svetom, oboje pa se preliva v kozmično celoto. To je totaliteta, to je celovitost. To je svet, ko se vsak, še najneumnejši, prepozna o vsem družbenem, o vsem zunanjem. To je bila ideja socializma pri teh, ki so si prizadevali za socializem po miroljubni etični poti. Kot recimo globoko veren Hermann Cohen, ki je v socializmu videl neko mesijansko človečnost. To, da mora kultura znati brati trpljenje, siromaštvo. Tisto, ki se zaradi individualizacije, in ker je profesor Leskoškova tako lepo analizirala, kot jaz ne znam in ne morem, dobesedno pred našimi očmi koti. Snežna kepa, ki prehaja v plaz in cunami. Ampak glejte, tukaj smo ljudje dobre volje, ki vse na to opozarjamo. Ker sama predavam aksiologijo, vedno skušam opozoriti na tole. Etika danes ne more odgovoriti, kaj je prav, kaj je pravilno. Ne more. Mi ne moremo opisno določiti, kaj je prav, ne moremo opisno določiti pojma svobode. Mi, ki smo na področju humanistike in družboslovja, pa moramo razvijati vse teoretske potencijale, da v trenutku pokažemo, to ni prav, to ni svoboda, to je represija. Vidite, to je moč, da mislim, razmišljam tudi tam, kjer najbolj boli. Teorija se danes sooča s to nezmožnostjo povedati, kaj je prav. Ne sme se pa temu odreči. V tem medprostoru smo, ker govorimo o socializmu. Mi vemo, da je bila Rosa Luxemburg velika socialistka. Zaklana leta 19 v času, ko je poznala samo Lenina in Trotskega. Ona je opozarjala, da sta demokracija in socializem pobratima. V zadnjih spisih ne vem. Veste, včasih si mislim, da je bila namenoma zaklana, ne? Kot so nam tudi 100 let o Titaniku lagali, ne? Da je v ledeno goro trčil, v resnici je pa spodaj v kotlovnici počilo in je Titanik razgnalo. O tem ne bomo zdaj detektivsko razpravljali. Ampak Rosa Luxemburg je takrat Leninu in Trotskemu lepo povedala, fantje, zavedajte se eno, če vi socializem ločite od demokracije, so vsi nastavki in predpostavke za tragedijo, za rusko tragedijo tu. To so teksti, ki so prevedeni v njenih spisih, tudi v slovenščini, eno lepo večerno branje. Če želimo ohraniti svobodo,
mislim, da je treba samo eno. Svobodo pustiti svobodo. Še nekaj bi rada povedala, ker imam to priložnost, minuto, če smem. Kot narod smo zaznamovani z razlikami, takimi nasprotji, ko se moramo zavedati, da če se nekaj takega pojavi, kot se je pri nas v preteklosti in kar se sicer nikdar ne bi smelo, to ostane, je trajne narave. Verjamem pa, da je treba tem nasprotjem povezanih z našo preteklostjo, tragično, pustiti neko dostojanstvo, skratka, pustimo tem nasprotjem in protislovjem svobodo. Ne zatekajmo se njihovo politizacijo, ker to spet pelje do politike kot pogubne narodove zasvojenosti. Samo toliko. Hvala. Predlagam, da počasi zaključimo. Vzel bi si minuto ali dve. Torej, koristen podatek je, da od četrtka dalje bodo posnetki današnjih razprav razpravljavcev tudi ne samo v celoti, ampak tudi po posamičnih sklopih dosegljivi na Skledar TV. Ugooglate in boste najdeli. Bomo pa tudi poskrbeli preko Facebooka in spletnih strani Gibanja Trs, da bodo povezave, to bo tudi na določenem kanalu YouTube-a. Skratka, vse zadeve bodo v najkrajšem možnem času dosegljive. To je tehničen podatek. Vsebinsko bi se pa prvič vsem zahvalil, še posebej govorcem, vsem prisotnim, ki ste poslušali, ki ste tudi držali do konca. Bi pa povedal, da je pa nekaj dragocenih misli bilo, ki so pa tudi odgovori na naše dileme. Združene levice, parlamentarizem ni dovolj, treba delati na terenu s kapilarno akcijo med ljudi, če sem pravilno ponovil, s tem se globoko strinjam. V nekem drugem življenju sem vodil akcijo Računalniki v sleherno slovensko vas, danes jih imamo v slehernem slovenskem žepu. Če vlečemo analogijo, ideje se ne da uničiti. Ena lepa karikatura je, kako policaj s pendrekom tolče regratovo lučko, in se potem tista semena in piše, ideja ni moč uničiti. To je to. Delo med ljudmi na terenu. Prva zadeva, druga zadeva, ki jo imamo premalo med ušesi in v podzavesti, je, da je socializem etični projekt. To se moramo zavedati, ne mislim, da je to, ne vem, ena nova politična manipulacija z ljudstvom in tako dalje in tako naprej. In tretja zadeva, pač ob vsem tem množstvu predlogov in idej moram še tole, kar mi je pač ostalo v mislih. Sprožilci, ki so med ljudmi, o katerih je to Rešica Vesna Godina govorila, to moramo pri tem delu na terenu znati predhodno identificirati in poiskati kanale, poiskati sprožilce, poiskati sporočila, ki bodo sedla in ki bodo obenem motivirala ljudi za aktivnost oziroma jim tudi dala opolnomočenje in možnost tega razvoja od spodaj navzgor. Ob tem, da imamo nekaj virov za te zadeve, imamo določene nastavke, samo morda smo preveč navajeni na foteljaštvo, kako bi se temu rekli, da skušamo iz pisarn daljinsko ukrepati, medtem ko nič ne more nadomestiti neposrednega stika z ljudmi
tam, kjer živijo oziroma čim bliže kraju, kjer živijo. Zahvalil bi se vam še enkrat in upam, da se kdaj spet srečamo na podobnem zborovanju. Hvala lepa.